Spoštovane dame, cenjeni gospodje, začenja se slavnostna akademija GFML odsev 2021-2022. Spoštovani gospod ravnatelj, poslanka Državnega zbora, gospa Žibrat in dragi gostje. Spoštovani profesori in dijaki, dobrodošli na zaključni akademiji gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Skozi njo vas bo v tokrat popeljala Ema Kovač in Jure Ahlin. Akademija ob zaključku pouka je že tradicionalni dogodek, s katerim slavnostno zaključimo tisti aktivni del šolskega leta, povzamemo vrhunce, nagradimo najuspešnejše dijake in se zahvalimo njihovim mentorjem. Letos poteka že 8. Danes smo se tako namesto v šolskih klopeh zbrali tukaj, na prireditvi, s katero bomo hkrati obeležili izjemno pomembni praznik, Dan državnosti. Dan, ko je naša domovina, Slovenija,
zadihala s polnimi pljuči. Zato pozorno prisluhnite. Ob koncu vas namreč v šoli poleg spričeval čakajo še delovni listi, s katerimi bomo preverili, če ste pozorno poslušali vse govornike in če znate našteti najmanj 10 prejemnikov priznanj. Lepo po vrsti. Ja. A najprej lepo po vrsti, seveda. Najprej na oder vabiva gospoda ravnatelja. Drage dijakinje in dijaki, spoštovani starši, cenjeni gosti, prisrčno pozdravljeni na zaključni akademiji ob koncu pouka. To šolsko leto sicer epidemija ni zaprla šolskih vrat, je pa tako ali drugače zaznamovala potek pouka in šolskega vsakdana. Začeli smo s preverjanjem pogoja PCT, prostovoljnim samotestiranjem dijakov v domačem okolju, obveznim nošenjem mask in kljub povečevanju števila epidemiološka slika se je kakorkoli slabšala in bi potem januarja lahko odredil pouk tudi nadaljavo za določene oddelke ali za vse dijake. Vendar smo vztrajali na stališču, da pouk poteka v šoli. Potem smo v drugi polovici februarja dočakali odpravo samotestiranja in v začetku marca tudi mask. No in sedaj smo lepo tukaj, ob koncu pouka. Kljub vsem težavam, ki so sledile iz predhodnega leta, ko smo bili seveda še tudi kaj vmes zaprti in to kar krepke mesece, smo šolsko leto začeli z ustaljenim ritmom, kot vsako leto. Tisti, ki ste v prvem letniku, veste, da tradicionalno začnemo dan pred prvim šolskim dnevom, da bi dijaki prvega letnika in njihove starše čim bolj uspešno vpeljali v življenje in delo na GFML. Bilo je torek 31. avgusta, če ste slučajno pozabili. In da bi dijakom prvega letnika olajšali prehod iz osnovnega v srednjo šolo in zaznamovali temelje njihove razredne skupnosti, smo organizirali socializacijski dan. In ker večina dijakov prihaja iz drugih krajev, da se ne bi izgubili v Ljutomeru, smo organizirali spoznavanje Ljutomera, ampak sem prepričan, da ga sedaj bolje poznajo kot jaz. V okviru Evropskega dneva jezikov smo izpeljali jezikovne delavnice, kjer smo učencem osnovnih šol predstavili jezike, ki jih govorimo samo pri pouku tujih jezikov. To so ruščina, španščina, francoščina, nemščina in seveda angleščina. Dijaki 4. letnikov, ki se pripravljajo na izpit za nemški jezikovno diplomo DSD 2, so opravili priprave na taboru. 3 dnevi v Veržeju so kar prehitro minili. Z nami je tokrat bil naš prostovoljec iz Nemčije, Luis Kirchner. In tista mogoče ena večjih pridobitev, ki smo jo uspeli v jesen realizirati, v jesen leta 2021, to je, uredili smo umetniško učilnico, ki pa zdaj dijaki pravijo črna luknja. Če bi vedeli, koliko je stala in koliko truda je bi bilo potrebno, jaz bi prej rekel, da je to zdaj zlata luknja. Tudi glede na vse dogodke, ki se dogajajo v tej luknji. No in prišel je potem oktober, ko je Kasaški klub organiziral kot vsako leto tudi dirke, v kateri nastopajo tudi naši bivši dijaki, ki so ali vozniki, ali rejci, ali pa lastniki teh konjev.
Tako da je bilo za prve letnike ta obisk obvezen. Namreč prizadevamo si, da tudi takšna tradicija obstoji in da jo gimnazijci, ki prihajajo v Ljutomer iz različnih krajev, tudi spoznajo. Potem se je začela debatna sezona v šolskem letu 2021-2022, ki pa je zaradi epidemioloških razmer, prvi turnir je bil v Zagrebu, potekala nadaljavo. In potem je prišel nekje marec naslednjega leta, ko smo pa mi gostili mednarodni debatni turnir, ki pa je tudi žal zaradi epidemioloških razmer bil nadaljavo, vendar pa mogoče prav zaradi tega beležimo rekordno udeležbo. Seveda ni bilo potrebno priti v Ljutomer, lahko so se prijavili iz vsepovsod in mimogrede samo iz Aljaske ni bilo nobenega prijavljene ekipe. Mislim, da je bilo pretoplo takrat pri njih in so pač nekako šli na dopust ali kakorkoli. Drugače pa iz vseh ostalih celin so bile prijavljene ekipe. Res impozanten dogodek. Bilo je 150 ekip, okoli 500 debaterjev iz 44 držav. V krompirjevih počitnicah smo končno realizirali, če se malo vrnemo nazaj, pričakovano ekskurzijo v Prago. In potem so na pomlad 2022 sledile ekskurzije v Idrijo, Ljubljano, Maribor, Zagreb, London, Rim in še kam. Vse tisto, kar se ni dalo predhodna leta, smo potem poskušali realizirati na pomlad tega leta in moram reči v zadovoljstvo, da smo praktično realizirali vse ekskurzije, ki smo jih načrtovali. Posebej bi izpostavil ekskurzijo na Dunaj dijakov 3. letnikov. Prešeren, Cankar, Plečnik, Janša in še bi lahko naštevali. Toliko je znanih slovenskih imen, ki so pustila svoj pečat na Dunaju. Znanstveniki, umetniki, gospodarstveniki, zdravniki, pravniki so v mestu iskali znanje, priložnosti in navdih. Danes skoraj ni okrožja, ki ga ne bi zaznamoval slovenski duh na Dunaju. Seveda je en dan premalo, da bi izkusili vse, kar ponuja prestolnica severnih sosedov. Vendar smo z dijaki 3. letnikov obiskali za nas najpomembnejše postaje. Pomembnemu filologu, našemu rojaku, dr. Francu Miklošiču, smo se poklonili na njegovem grobu na centralnem dunajskem pokopališču, na katerem počiva v družbi številnih slavnih ljudi. Obiskali smo Dunajsko univerzo in se sprehodili po mestnem središču, kjer smo poleg vseh ostalih znamenitosti občudovali pročelja znane Plečnikove hiše. Svoje obzorja smo širili v Naravoslovno-zgodovinskem muzeju, del zanimive in neprecenljive slovenske zgodovine pa spoznavali med vodenim obiskom nacionalne knjižnice. Šolska tekmovanja so se začela, tako kot vsako leto, s tekmovanji iz matematike. Sledila so seveda vsa nadaljnja in naši dijaki so zopet dosegli vrhunske rezultate. In vsem, skoraj 100 jih je, ki so dosegli vrhunski rezultat, bomo podelili posebno šolsko plaketo. Zato sedaj ta
tekmovanja ne bi našteval, ker jih boste pozneje itak vse slišali. Miklošičevi dnevi so na naši šoli postali tradicija. Bilo je novembra leta 2004, kar ni naključje, saj je jezikoslovec Fran Miklošič se je rodil 20. novembra 1813 v Radomerščaku. Zato smo se odločili, da bodo Miklošičevi dnevi ohranjali spomin na svetovljanskega Miklošiča, prikazovali bodo ustvarjalnost mladih na različnih področjih, hkrati nas seznanjali z novostmi na področju jezikoslovja in z izzivi sodobnega časa. To nam uspeva že 18 let. Če se spomnimo prvih Miklošičevih dni, ko je dijakinje in dijake nagovorila dr. Martina Orožen, priznana strokovnjakinja za staro cerkveno slovanščino, takrat smo poudarili, da smo vsi odgovorni, da se slovenščina ne bi izgubila med jeziki Evropske zveze. Eden izmed sogovornikov je takrat poudaril, sodobno slovenstvo je zelo raznoliko. To različnost si moramo priznati in jo razumno gojiti. Tisto, po čemer smo lahko prepoznavni, so področja, skozi katera se kaže naša duhovna substanca, tudi jezik. Bilo je tudi literarno srečanje s Ferijem Lainščkom, ki je dejal: zame je pisateljevanje način življenja. Moje knjige so dejansko poročila o iskanju življenjskega smisla, občutku lepega, odgovor na večna vprašanja o duši. Z njim so na poseben način dokumentirane različne radovednosti in fascinacije, avantura, provokacija, predrznost. Vse to je verjetno povezano z mojo naravo, ker v ospredje postavljam drugačnost, nekonvencionalnost ali tisto, kar je po moje zares ustvarjalno. Praznične dni so vzgojiteljice oziroma dijakinje predšolske vzgoje polepšale otrokom zaposlenim na gimnaziji in pa na zdravstvenem domu v Ljutomeru. GFML Kino klub je tradicionalnem terminu za novo leto zakorakal v filmsko mojstrovino Društvo mrtvih pesnikov. V filmu so se lotmerški filmofili srečali z vrhunskimi liki, kateri številne modrosti si je bilo vredno ogledati in vtisniti v spomin. Nasveti filmskih likov namreč presegajo format filmskega platna in lahko zares zaživijo tudi v realnem življenju. Letošnje prešernovanje, s katerim dijaki drugih letnikov počastijo spomin na največjega slovenskega pesnika in se obenem poklonijo kulturi, se je zaradi korona razmer odvilo šele konec februarja. Dijaki vseh treh programov so imeli tako ves mesec čas snovati svoje gledališke točke, s katerimi so interpretirali Prešernovo življenje in delo. V ponedeljek 28. marca je v Murski Soboti potekalo 30. regijsko srečanje mladih raziskovalcev Pomurja. V konkurenci srednješolskih raziskovalnih nalog je sodelovalo 25 nalog, od tega so jih kar 23 pripravili naši dijaki. Seveda, uspeh posledično na državni ravni ni izostal. In da nam uspe sproducirati toliko raziskovalnih nalog, gre v prvi vrsti zahvala našim požrtvovalnim mentorjem,
ki so znali zmotivirati in navdušiti dijake za raziskovalno delo. V sredo, 6. aprila, je bila v Murski Soboti slavnostna akademija Festivala inovativnosti, znanosti in ustvarjalnosti mladih, ali IZUM, kot mu rečemo, ter obeležitev 30. obletnice mladinske raziskovalne dejavnosti v Pomurju. Na akademiji je naša šola prestižno priznanje, najraziskovalna srednja šola v Pomurju, in mentorica dr. Marija Meznarič pa za najmentorico v letu 2021. Profesorica Jasna Vogrinec pa je prejela plaketo za uspešno sodelovanje ter strokovno in pedagoško delo na področju mladinskega raziskovalnega dela in tekmovanja iz znanja. Pri tem pa moram poudariti, da sta naši dve mentorici, Mateja Godec in Nina Žuman, dobili prestižno priznanje za uspešno mentorstvo večletih Slovenske znanstvene fundacije, in sicer plaketo profesor dr. Aleksandre Kornhauser-Fraser. Zahvala gre seveda tudi vsem zunanjim mentorjem, ki so v veliki večini naši bivši dijaki in so sedaj, ko imajo možnost ponuditi v narekovajih svoje laboratorije in strokovno pomoč, vedno pripravljeni pomagati. Zahvala gre tudi seveda donatorjem. Z njihovim prispevkom uspemo dokupiti material in pa kak pripomoček, ki je nujno potreben pri uspešni izvedbi raziskovalne naloge. Eden izmed mnogih donatorjev je danes z nami. To je predsednik uprave ustanove dr. Antona Trstenjaka, gospod Dušan Gerlovič, ki ga vabim na oder, da spregovori nekaj besed. Lepa hvala za povabilo. Sem kar mal nervozen pred takim auditorijem in pa pred tako pametnimi dijaki. Ni enostavno kaj pametnega povedati. Najprej lep pozdrav, spoštovani dijaki in dijakinjam, vam, gospe Žibrat, državni poslanki, gospod ravnatelj, gospod Kustec, tudi vam, iskrene čestitke za izjemno delo, ki ga opravljate na mesto, bi jaz rekel, kar države. Jaz sem tukaj v imenu ustanove Antona Trstenjaka. Vsi verjetno poznate svetovno znanega humanista, znanstvenika, ki je slavo Prlekije, Slovenskih goric, kakor tudi generalmajster, inovator Puh in tudi Miklošič ponesel širom v svet. In če sledimo temu, kar nas poslanstvo, kar nas je Anton Trstenjak učil, oziroma kar mi nadaljujemo, njegovo sporočilnost. Njegova sporočilnost je zelo enostavna. Slovenci smo majhen narod, zato moramo držati vkup in pa strokovno in pa znanstveno delovati na tej višini in na teh obratih, kot to delajo najbolj sposobni narodi na tem svetu. Prav vesel sem, da je ta gimnazija, pa tudi malo ljubosumen, ker sem bil rojen v Ormožu, da je ta gimnazija boljša od ormoške in upam, da bodo Ormožani tudi kaj v to smer naredili, da bodo tako dobri, kot ste vi. Znanost, vedeti nekaj, to je največji kapital, ki ga lahko imamo. In če se ozremo na te naše velikane, ki so bili tukaj rojeni in ki so ponesli to ime v svet, to vam mora biti vodilo. In ob tej priliki res iskrene čestitke dijakom, dijakinjam, ki so bili
toliko pridni in toliko strokovno sposobljeni, seveda ob vodstvu mentorjev in pa ob vodstvu šole, ki razume ta problem oziroma to problematiko, in upam, da boste tudi naprej tako uspešni. Ustanova Antona Trstenjaka bo naredila vse, tako kot smo tudi poskušali zdaj vam malo pomagati, da bomo tudi v bodoče pomagali še več, predvsem z materialno pomočjo, z finančno pomočjo in z našimi vezami in možnostmi, kajti lahko marsikatera vrata odpremo, ki jih vi sami ne morete odpreti. Zgrožen sem, da ob vsej tej kvaliteti, ki je tukaj prisotna, da resorno ministrstvo ne najde razumevanja in da ni večje, bi rekel, materialne pomoči za take projekte, kot jih izvajate tukaj v Ljutomeru. Na koncu mi dovolite eno kratko anekdoto, ki se navezuje na mene osebno in se navezuje tudi na mojo bivanje v gimnaziji na Ptuju, katere posledice še jaz danes čutim. In sicer mi smo imeli možnost izbora nemški jezik, francoski jezik, ruski jezik, angleški jezik in seveda jaz sem si izbral francoščino, ker se mi je zdela eksotična. Problem pa je bil v tem, da je bila profesorica izredno lepa. In potem fantje, če mi verjamete ali ne, vsi fantje smo bili 4 leta tako zaljubljeni, da smo si zapomnili samo 4 besede. Je t'aime, 1, 2, 3, 4 in konec. Gospa profesorica pa nas je imela tako rada, da na koncu nismo imeli cveka, ampak smo imeli 3. Ampak poglejte, kaj se je zgodilo. Par let nazaj sem bil v Franciji, ker sem spoznal eminentnega profesorja Roberta Kruderja z Univerze v Lyonu. On je govoril samo francosko, jaz pa nemško, pa sem se pozneje naučil angleško in se nismo mogli sporazumeti, ker jaz temu resnemu gospodu nisem mogel reči je t'aime, ker bi to izgledalo malo čudno. In potem najbolj smo se sporazumela na dvorcu Jeruzalem, ko smo spila vsak pa eno buteljko. Jaz sem govoril malo po domače v prleščini, on je govoril v francoščini in vam povem, sva se kar dobro razumela. S tem sem želel povedati, da vsa energija, ki jo boste vložili v znanje, v znanost, ne bo zaman. Mogoče se vam zdi, da na kratek rok ne bo uspeha, ampak bo. To je edini način, da razmišljamo lokalno in delujemo globalno. Edini na ta način lahko Slovenci preživimo. Še enkrat iskrene čestitke, zahvala tudi občini Ljutomer, ki odlično sodeluje z nami. Želim vam en res prijeten dan in gospod ravnatelj še res veliko uspehov. No in če nadaljujemo z nekakvim kronološkim pregledom. Tekmovanje popri v Sloveniji poteka od leta 2004. V teh 18 letih se je tekmovanja udeležilo več kot 3800 udeležencev, ki so predstavili 1455 poslovnih idej iz 300 izobraževalnih ustanov. Poslovne ideje je mentoriralo več kot 500 mentorjev. Naša gimnazija se tekmovanja udeležuje od leta 2017 in uspeh je bil izjemen. Na regijsko tekmovanje smo prijavili 5 idej, 2 se je uspelo uvrstiti na predstavitev v Velenju, poslovnemu modelu Tikva, ki se mu reče Tikva, pa se je uspelo uvrstiti v finale v Novo Gorico in uspeti tudi na svetovnem tekmovanju talentov v New Yorku. No, po 2 letih premora zaradi epidemije smo se vse slovenske srednje šole z izobraževalnim programom predšolska vzgoja lahko ponovno udeležili tradicionalne vzgojiteljade.
Letos je potekala na Jesenicah in bilo je po teh letih osamitve res prisrčno in upajmo, da bodo take srečanja potekala še vnaprej. V petek 20. maja so dijaki zaključnega letnika še zadnjič sedli v šolske klopi. Vsi, ki smo prišli na GFML ta dan, nas je ob vstopu v šolo pospremila glasba, ki so jo izvajali četrtošolci. Pred šolo, po šolskih hodnikih in učilnicah je glasno odmevalo fučkaje, tradicionalni ritual maturantov na zadnji dan pouka. Dijaki 4. C so pred šolo pripravili šaljive igre, s katerimi so se za ključ pomerili dijaki 3. letnikov. Največ znanja in spretnosti so pokazali dijaki 3. D, ki so po lanskem nazivu najrazred šolskega leta 21-22, 3. B, prijeli še prestižno nagrado šolski ključ. Nato je sledila tradicionalna ulična četvorka, letos zopet na glavnem trgu. V Ljutomeru se je v maju odvil že 8. festival Students Cuts. Namenjen je mladim filmskim ustvarjalcem, da bi slednji bili čim več videni, že na začetku svojih karier. Na festival je bilo prijavljenih več kot 2700 filmov, od tega jih je bilo predvajanih 111 iz 34 držav. V tekmovalni program se je uvrstilo 23 filmov, ki so se potegovali za nagrado v kategorijah eksperimentalnih, dokumentarnih, igranih filmov, oglasov ter za nagrado občinstva. Na 18. festivalu mladinske ustvarjalnosti Videomanija 2022 je glavna nagrada ponovno šla v roke naše dijakinje. Tokrat je žirijo zbrano občinstvo navdušila Katjuša Peterka z dokumentarnim filmom Ljubezen. V Novi Gorici pa se je zaključil festival mladinske kulture Vizije, v okviru katerega je potekal filmski festival Film Fresh in natečaj za najboljšo fotozgodbo, Fotovizije. Med 80 prijavljenimi filmi je 20 filmov bilo izbrani v tekmovalni program, od tega so kar 3 filmi izdelki dijakov GFML. V tem kratkem in skromnem povzetku sem poskušal predstaviti nekatere dejavnosti, ki so se odvile v tem šolskem letu. Vsi dogodki bodo seveda zabeleženi v letošnjem letopisu šolskega leta 2021-2022. Vsekakor smo šolsko leto preživeli in pripeljali uspešno do konca. Zato vam velja čestitati. Hvala za vso razumevanje, ko smo na šoli iskali najbolj prikladne oblike poučevanja. Upam, da ste spoznali, da znanje je vrednota, za katero je potrebno nekaj sam postoriti. In jutri praznujemo dan državnosti. Vse preredko se zavedamo, kaj pomeni, da lahko živimo v svoji samostojni državi. Mnogi narodi si zanjo že leta in leta prizadevajo, pa jim takšne in drugačne okoliščine niso naklonjene, da dosežejo ta cilj. Ne pozabimo, kar je zapisal Oton Zupančič. Domovina je ena, nam vsem dodeljena, in eno življenje in ena smrt. Ponosni moramo biti, da imamo svojo državo, ki pa kljub svoji majhnosti premika gore na mnogih področjih.
Zato je pomembno, da se trudimo, da si zadamo cilje, saj vsakdo s svojim delom in obstojem prispeva k boljšemu jutri. Spoštovani starši, današnji dan je tudi priložnost, da se vam zahvalim za sodelovanje v tem šolskem letu, saj smo skupnimi močmi skušali delati v dobrobit vaših otrok in naših dijakov, z željo, da to dobro delo nadaljujemo tudi naprej in ga še nadgradimo. Zahvalil bi se rad tudi vsem vrtcem, s katerimi smo sodelovali v okviru praktičnega usposabljanja naših dijakov v vrtcih, na področju obveznih izbirnih vsebin pa iskrena hvala za neumorno sodelovanje Zdravstvenemu domu Ljutomer in policijski postaji Ljutomer. Spoštovani sodelavci, tudi vam bi se ob tej priložnosti želel zahvaliti za trud in delo, ki ste ga vložili skozi celo leto. Posebej sem vesel, da ob tem niste pozabili, da šola tudi vzgaja, ne samo izobražuje. In se hkrati zavedati, da vzgoja ni samo priprava na življenje, vzgoja enostavno je življenje, ki ga živimo tu in sedaj. Hvala lepa. Jutri naša država Slovenija praznuje. Stara bo 31 let. Čeprav se zdi, da smo se znašli v nekih negotovih časih, da stojimo na razpotju, da smo pred izjemno nelagodnimi preizkušnjami, se je treba zavedati, da v 4. desetletje moramo stopati pogumno. Zlasti mladi se moramo zavedati, da rožnata prihodnost ni samoumevna, da se za boljši jutri pač treba truditi in si ves čas prizadevati, da imamo pred seboj svetle cilje. Zato je pomembno, da smo samozavestni, odločni, pogumni in navsezadnje tudi aktivni državljani. Michelle Obama je mlade Američane nekoč nagovorila, da opustiti volitve pomeni enako, kot če bi babici dovolili, da nas oblači. Z nami je danes gospa Sara Žibrat, poslanka Državnega zbora Republike Slovenije, ki se je prijazno odzvala našemu vabilu. Spoštovani, vljudno vabljeni na oder. Po dobrem desetletju se v teh toplih mesecih zopet počutim kot gimnazijka. Takrat sem se učila za zadnji sklop testov iz slovenščine, matematike, geografije ter v sosednji zgradbi prepričevala profesorje, da vem, o čem govorim. Danes se zopet učim o delovanju in vodenju države, o zakonodajnem postopku, o ministrstvih za kulturo, za delo in socialne zadeve. Le da tokrat v Državnem zboru prepričujem državljanke in državljane, da imam odgovore na današnje družbene probleme. Učimo se skozi vse življenje in znanje je več kot le šolska izobrazba. Iz lastnih izkušenj vam lahko povem, da Gimnazija Frana Miklošiča s svojim kolektivom postavlja močne temelje znanja, na katerih lahko gradijo njeni dijaki. Ljutomerska gimnazija že od nekdaj slovi kot ena najboljših v Sloveniji, ne le zaradi učnih uspehov in zavidljivih rezultatov na maturi, temveč tudi zaradi nešteto drugih možnosti, zaradi katerih lahko dijaki razvijate svoje talente in širite znanje onstran meja kurikuluma. Po zaslugi debatnega krožka lahko danes v Državnem zboru predstavljam svoja stališča brez strahu pred javnim nastopanjem. Po zaslugi filmskega krožka mi ni problem stopiti pred kamere in dati izjave za medije. Zaradi evropskega oddelka sem se lahko sprehodila po institucijah Evropske unije in zaradi številnih ekskurzij in izmenjav sem spoznala jezike in kulturo drugih narodov. Kot GFML-jevka sem dosegala dobre rezultate, kar mi je olajšalo študijska leta, a vendar bi rada poudarila,
da se uspehi v življenju ne merijo v ocenah. Merijo se v doseganju ciljev, naše poti do ciljev pa niso vedno enake in so včasih lahko polne ovir. Akademik Vittorino Andreoli v pismu najstniku mladim sporoča: ne pozabite kritizirati staršev, ne pozabite braniti svoje pravice, tudi pravice, da tvegate in delate napake. Pot do uspeha je torej tudi pot učenja iz lastnih napak in napak svojih staršev, pri tem pa je najpomembneje to, da se ne ustrašite novih izzivov, da se zavedate svojih prednosti in ne izgubite mladostniške radovednosti. Čeprav vsako obdobje zgodovine na edinstven način zaznamuje generacije, se tekom odraščanja vsi soočamo s podobnimi problemi. Slaba ocena, strto srce, prijateljski, družinski prepiri, odločitev, kaj bi radi v življenju počeli. Mladostništvo je obdobje intenzivnih čustev, ko smo veliko bolj senzibilni za družbene krivice in svetovne krize. Čas nam teče hitreje, zato si želimo hitrih sprememb in ne razumemo, zakaj odgovorni ne uvedejo takojšnjih ukrepov za socialno in podnebno pravičnost, zakaj se intenzivneje ne borijo za naš planet, da bomo mladi mirnejši glede svoje prihodnosti. Resnica morda tiči v tem, da odraslih sploh ni. Navzven nam radi dajejo občutek, da vedno vedo, kaj delajo. Navznoter pa so negotovi, držijo se ustaljenih okvirjev, ker se težko prilagajajo spremembam. Verjemite mi, da ste v marsičem zrelejši in modrejši od odraslih. In mislim, da so se tudi odrasli začeli zavedati pomena pregovora, da na mladih svet stoji. Mladi začenjamo v družbi vse bolj uveljavljati svoj glas, se povezovati in od politike odločno zahtevati spremembe. Gibanja, kot so Mladi za podnebno pravičnost, dobivajo pozornost odločevalcev. Želimo si in moramo postati del sprememb, ker smo ravno mi tisti, ki se sprememb najmanj bojimo, in mi smo tisti, ki imamo pogum in ideje, kako jih doseči. Jutri praznujemo neodvisnost Republike Slovenije. Ker mlajše generacije nimamo izkušnje z osamosvojitvijo, se pomena obstoja lastne države premalo zavedamo. Zavedati pa se moramo, da imamo v tej državi poleg pravic tudi svoje dolžnosti. Naša dolžnost je, da postanemo aktivni državljani, ki bodo koristili svojo volilno pravico in opozarjali na družbene probleme. In če se vam bo kdaj zdelo, da vas politika ne posluša, si drznite postati eni izmed odločevalcev. Zahvaljujem se vsem bivšim profesoricam in profesorjem za vso znanje in širino, ki sem jo pridobila tekom vaših učnih ur. Zahvaljujem se ravnatelju za povabilo in za prizadevanja, da je naša ljutomerska gimnazija ena najboljših v državi. Vam, dragi GFML-jevci, pa želim čim več uspehov na študijski in življenjski poti, predvsem pa si privoščite ležerne počitnice, ker vem, da vas jeseni čaka polno novih izzivov. Hvala. Najlepša hvala ravnatelju in gospe Sari Žibrat za te vzpodbudne besede. Nekoč se je rodil nadvse radovedni deček. Deček, ki so ga domala vsi poznali po svinčniku v roki. Deček, ki je sanjal svoje sanje. In ime mu je bilo Jože. Ni bil najbolj nadarjen ali zavzet učenec. Raje je pomagal v očetovi mizarski delavnici in se že takrat izkazal za izjemnega risarja. Sčasoma je spoznal, da šola in izobrazba vendarle odpirata mnoga vrata in na Dunajski akademiji zblestel kot najboljši v razredu profesorja Wagnerja. Kot izjemni arhitekt je začel spreminjati podobo tega sveta in ga prepletati s svojim edinstvenim umetnostnim karakterjem. Ne le v slovenskem prostoru. Arhitekt je viden pečat pustil tudi širše po Evropi, denimo na Dunaju in v Pragi, kjer je deloval od konca 19. do sredine 20. stoletja. Da, 2022 je njegovo leto. In ni skrivnost, da je Jože Plečnik v svojih dovršenih ali nedovršenih stvaritvah vedno ponujal več plasti in nas pritegnil v igro simbolov in enigem. V tem pa nas angažirano vabi k poglovitvi, pozornemu opazovanju in premišljevanju.
Plečnik v svojih delih pogosto spregovori o tem, česa bi se kot narod morali naučiti. Po svoje tudi sporoča, da Slovenci nismo tako majhni, kot si morda mislimo.
Tako, priplesali smo do vrhunca današnje prireditve. Sledi podelitev priznanj najboljšim dijakom Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer v šolskem letu 2021-2022. In seveda smo ponosni, ker jih tudi letos ni malo. Na seznamu najboljših se je znašlo skoraj 90 dijakov. Skoraj 100 jih bo prejelo še izredne pohvale. In prav vsi tukaj in zdaj si zaslužijo pošten aplavz. Sedaj prosim na oder gospoda ravnatelja in gospod Saro Žibrat, da podelita priznanja najboljšim. Nagrade, dragi dijaki, vas pa čakajo v vrečkah, ki jih prevzamete ob odhodu iz dvorane. Dame in gospodje, začenjamo z dijakinjami in dijaki, ki so nas letos presenetili s številnimi dosežki na različnih področjih. Naj se nam pridruži Vica Kač, ki je osvojil zlato priznanje na državnem tekmovanju iz znanja matematike za Vegovo priznanje in zlato priznanje na državnem tekmovanju za Cankarjevo priznanje. Sedaj je na vrsti Zara Bertalanič, ki je osvojila prvo mesto na natečaju Spominska obeležja pripovedujejo, zlato priznanje na državnem tekmovanju Prleška gibanica 2022, zlato priznanje in prvo mesto na državnem tekmovanju iz angleščine kot prvi tuji jezik, film in srebrno priznanje na državni ravni na tekmovanju Evropske statistične igre. Naslednja je na vrsti Lara Pučko, ki je osvojila zlato priznanje in prvo mesto na državnem tekmovanju iz angleščine kot prvi tuji jezik, film, zlato priznanje na državnem tekmovanju Prleška gibanica 2022 in srebrno priznanje na državni ravni na tekmovanju Evropske statistične igre. Sedaj vabim na oder Kajo Rihtarič, ki je osvojila srebrno priznanje na tekmovanju Ekokviz, srebrno priznanje na državnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije in srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni. Sedaj je na vrsti Lara Širovnik, ki je osvojila zlato priznanje in prvo mesto na državnem tekmovanju iz angleščine kot prvi tuji jezik, film, srebrno priznanje na državni ravni na tekmovanju Evropske statistične igre, tretje mesto na državnem tekmovanju podjetniški ideji Popri in tekmovanje JA Slovenija v kategorijah najboljša podjetniška ideja po izboru JA alumnov prvo mesto, najboljša prilagoditev na COVID-19 prvo mesto, najboljše poročilo prvo mesto, najboljša stojnica in prodajanje drugo mesto in najboljša predstavitev na odru tretje mesto ter častno membo na Genius Olimpijad. In na vrsti je Petra Ovček, ki je osvojila zlato priznanje in prvo mesto na državnem tekmovanju iz angleščine kot prvi tuji jezik, film, srebrno priznanje na državni ravni na tekmovanju Evropske statistične igre, srebrno priznanje na državnem tekmovanju Strogo zaupno, tretje mesto na državnem tekmovanju podjetniških idej Popri, tekmovanje JA Slovenija v kategorijah najboljša podjetniška ideja po izboru JA alumnov prvo mesto, najboljša prilagoditev na COVID-19 prvo mesto, najboljše poročilo prvo mesto, najboljša stojnica in prodajanje drugo mesto in najboljša predstavitev na odru tretje mesto ter častno omembo na Genius Olimpijad. Sledi Nela Copot, ki je osvojila zlato priznanje za prvo mesto na državni ravni in tretje mesto na evropskem finalu tekmovanja Evropske statistične igre, srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz psihologije, srebrno priznanje na državnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije in srebrno priznanje na državnem tekmovanju znanja kemije za Preglovo plaketo.
Na vrsti je Rene Žižek, ki je osvojil zlato priznanje za prvo mesto na državni ravni in tretje mesto na evropskem finalu tekmovanja Evropske statistične igre. Srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz razvedrilne matematike, srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz logike in srebrno priznanje na državnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije. Sledi Rene Zorman, ki je osvojil zlato priznanje za prvo mesto na državni ravni in tretje mesto na evropskem finalu tekmovanja Evropske statistične igre. Zlato priznanje na državnem tekmovanju iz znanja kemije za Preglove plakete, srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni in srebrno priznanje na državnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije. In še Filip Zver, ki je osvojil prvo mesto, prvo nagrado in zlato priznanje na državnem tekmovanju iz razvedrilne matematike, zlato priznanje na državnem tekmovanju logična pošast, zlato priznanje na državnem tekmovanju iz logike, zlato priznanje na državnem tekmovanju iz znanja matematike za Vegovo priznanje, zlato priznanje na državnem tekmovanju iz znanja kemije za Preglove plakete, zlato priznanje na državnem tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni, zlato priznanje na državnem tekmovanju iz psihologije, srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz fizike, srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz zgodovine, srebrno priznanje na računalniškem tekmovanju. Drugo mesto na natečaju spominsko obeležje pripovedujejo srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz matemčka, srebrno priznanje na državni ravni na tekmovanju iz Evropske statistične igre in prvo mesto in zlato priznanje na državnem tekmovanju vzorci. In še slavnostna fotografija za vse nagrajence. Nadaljuje se podeljevanje po področjih in prvo je na vrsti jezikoslovje. Prosim, da se na prizorišču predstavijo Katja Huber, ki je osvojila zlato priznanje na državnem tekmovanju za Cankarjevo priznanje. Nika Magdič, ki je osvojila srebrno priznanje na državnem tekmovanju za Cankarjevo priznanje. Lara Svenšek, ki je osvojila srebrno priznanje na državnem tekmovanju za Cankarjevo priznanje. Matej Novak, ki je osvojil zlato priznanje za doseženo tretje mesto na tekmovanju iz znanja angleščine za dijake tretjega letnika. Samuel Gonza, ki je osvojil zlato priznanje in prvo mesto na državnem tekmovanju iz angleščine kot prvi tuji jezik film. Ema Kovač, ki je osvojila srebrno priznanje za dosežek na tekmovanju iz znanja angleščine za dijake tretjega letnika. Marko Škrebič Rudolf, ki je osvojil srebrno priznanje za dosežek na tekmovanju iz znanja angleščine za dijake tretjega letnika. Robertina Djačkaj, ki je osvojila prvo mesto in zlato priznanje na državnem tekmovanju iz nemščine. In Andrej Morales Kalamar, ki je osvojil srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja španščine. Hkrati vljudno prosim, da se na prizorišču predstavijo tudi njihove mentorice Tanja Bigac, Klaudija Tivadar, Irena Štuhec, Nina Balažek, Martina Vogrinac in Mojca Ficko. Čas je za slavnostno fotografijo. Čestitke. In prehajamo na področje matematike. Prosim, da na prizorišče pridejo Saša Steiner, ki je osvojila srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja matematike za Vegovo priznanje.
Katarina Vodopivec, ki je osvojila srebrno priznanje na državnem tekmovanju znanja matematika za Vegovo priznanje. Julija Kronvogel, ki je osvojila zlato priznanje na državnem tekmovanju Logična pošast. Pija Zupančič, ki je osvojila srebrno priznanje na državnem tekmovanju Logična pošast. Ana Marija Horvat, ki je osvojila zlato priznanje na državnem tekmovanju iz Matemčka. Vika Magdič, ki je osvojila zlato priznanje na državnem tekmovanju Strogo zaupno. Anika Musič, ki je osvojila zlato priznanje na državnem tekmovanju Strogo zaupno. Anja Kurbus, ki je osvojila srebrno priznanje na državnem tekmovanju Strogo zaupno. In Daša Smodiš, ki je prav tako osvojila srebrno priznanje na državnem tekmovanju Strogo zaupno. Pride naj tudi Iza Šiftar, ki je osvojila prvo mesto in zlato priznanje na državnem tekmovanju Vzorci. In Matija Zankovič, ki je osvojil tretje mesto in srebrno priznanje na državnem tekmovanju Vzorci. Na prizorišče vabim tudi njihove mentorice Natalijo Horvat, Ireno Rauter-Repija, Matejo Škrlec in Štefko Štrakl. In še nasmeški za slavnostno fotografijo. Hvala lepa in čestitke. Na vrsti pa je že področje statistične igre. Prosim, da se nam pridružijo Tjaša Karas, ki je osvojila zlato priznanje za tretje mesto. Neja Štampar, prav tako zlato priznanje za tretje mesto. Blažka Harkaj, ki je osvojila srebrno priznanje. Špela Jaklin, prav tako srebrno priznanje. Gaja Jarebic, srebrno priznanje. Sofi Lampe, ki je osvojila srebrno priznanje. Ela Litrop, ki je tudi osvojila srebrno priznanje. Pija Vukan, srebrno priznanje. Ema Bakan, tudi srebrno priznanje. In še David Burmen, tudi prejemnik srebrnega priznanja. Vljudno prosim, da na prizorišče pridajo tudi njihove mentorice Irena Rauter-Repija, Mateja Godec in Nina Žuman. Slavnostna fotografija, smešek in hvala lepa. Čestitke vsem nagrajencem. Mi pa prehajamo na naslednjo kategorijo, ki je mešana, in sicer biologija, kemija, fizika in računalništvo. Naj se nam pridruži Živa Smodiš, ki je osvojila srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz biologije, Proteusovo tekmovanje in zlato priznanje na državnem tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni. Lučka Prem, ki je osvojila srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni.
David Svetac, ki je osvojil srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz biologije Proteusovo tekmovanje. Samo Jaklin, ki je osvojil zlato priznanje na tekmovanju Ekokviz. In Lara Kapun, ki je prav tako osvojila zlato priznanje na tekmovanju Ekokviz. V ospredje naj pride tudi Jan Dlouhi, ki je osvojil zlato priznanje na državnem tekmovanju iz znanja kemije za preglove plakete. Nino Klemenčič, ki je osvojil zlato priznanje na državnem tekmovanju iz znanja kemije za preglove plakete. Anika Musič, ki je osvojila srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja kemije za preglove plakete. Adam Žižek, ki je osvojil srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja kemije za preglove plakete. In Maj Pintarič, ki je osvojil srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz astronomije. Na prizorišče pa vabim tudi mentorice in mentorja Nino Črešnjevec, Damjana Erhatiča, Matejo Godec, Marijo Meznarič, Vesna Vrhovski in Nino Žuman. Še fotografija. In hvala lepa, čestitke. In prehajamo na novo kategorijo družboslovje. Prosim, naj pride Alja Belec, ki je osvojila srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz psihologije. Nena Horvat, ki je osvojila srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz psihologije. Aneja Kralj, ki je prav tako osvojila srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz psihologije. Pride naj tudi Domen Bogdan, ki je osvojil zlato priznanje na državnem tekmovanju iz zgodovine. In Lara Vebarič-Žagar, ki je prav tako osvojila zlato priznanje na državnem tekmovanju iz zgodovine. Vabim pa tudi, da se nam pridružijo mentorici in mentor Jasna Vogrinec, Suzana Ravtor in Danilo Obal. Še fotografija za spominsko knjigo. Hvala lepa in čestitke. In medtem, ko mentori prejmajo cveto zahvalo, prehajamo na kategorijo mladi raziskovalci. Spet naj pride Domen Bogdan, ki je osvojil zlato medaljo in prvo mesto na mednarodnem tekmovanju International Conference of Young Scientists na področju naravoslovja. Tamara Kolerič, ki je osvojila zlato medaljo in prvo mesto na mednarodnem tekmovanju International Conference of Young Scientists na področju naravoslovja. Kristina Genc, ki je osvojila zlato priznanje na državnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije. Neja Štampar, ki je osvojila zlato priznanje na državnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije. Aja Juraš, ki je osvojila srebrno priznanje na državnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije. Iva Kuhar, ki je prav tako osvojila srebrno priznanje na državnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije. Eva Weiss, ki je osvojila srebrno priznanje na državnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije.
Dame in gospodje, to še ni vse. Mladih raziskovalcev je še več. Naj pride tudi Julija Vajs, ki je osvojila srebrno priznanje na državnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije. Kaja Bedrnjak, ki je osvojila srebrno priznanje na državnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije. Lina Horvat, ki je osvojila srebrno priznanje na državnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije. Špela Jeklin, ki je osvojila srebrno priznanje na državnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije. Nika Mavčec, ki je osvojila srebrno priznanje na istem srečanju. Hana Slavič, prav tako srebrno priznanje na državnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije. Daša Smodiš, srebrno priznanje na istem srečanju. Iva Štefanec, srebrno priznanje na istem srečanju. In Nejc Vavputič, srebrno priznanje, da vas spomnim, na državnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije. Sedaj pa vabim še mentorice in mentorja. Marija Meznarič, Mateja Godec, Nina Žuman, Jasna Vogrinec in Jernej Jakl. Fotografija, nasmešek. In hvala lepa. Mi pa prihajamo na novo kategorijo debata. Naj se nam pridruži Lara Svenšek, ki je osvojila zlato priznanje na državnem tekmovanju iz debate. Lina Fefer, ki je osvojila zlato priznanje na državnem tekmovanju iz debate. Prvo mesto ekipno na debatnem turnirju v angleškem jeziku. Uvrstitev v izločilne boje na mednarodnem debatnem turnirju v Zagrebu. Tjaša Kustec, ki je osvojila prvo mesto ekipno na debatnem turnirju v angleškem jeziku. Martin Norčič, ki je osvojil prvo mesto ekipno in med govorci na debatnem turnirju v angleškem jeziku. Ter uvrstitev v izločilne boje na mednarodnem debatnem turnirju v Zagrebu. Pija Zupančič, ki je osvojila zlato priznanje na državnem tekmovanju iz debate, uvrstitev v izločilne boje na mednarodnem debatnem turnirju v Zagrebu. In Zala Gorjak, ki je osvojila uvrstitev v izločilne boje na mednarodnem debatnem turnirju v Zagrebu. Seveda pa na prizorišče vabim tudi njihovega mentorja Aleša Kusteca. Še fotografija. Viktorij. In čestitke. Prehajamo pa že na kategorijo podjetnost in sicer vabim, da se nam pridružijo Lija Bauer, Lena Kočar in Luna Kočar, ki so osvojile 3. mesto na državnem tekmovanju podjetniških idej Popri in tekmovanje JOA Slovenija. V kategorijah najboljša podjetniška ideja po izboru JOA Alumno prvo mesto, najboljša prilagoditev na COVID-19 prvo mesto, najboljše poročilo prvo mesto, najboljša stojnica in prodajanje drugo mesto in najboljša predstavitev na odru 3. mesto. Pride pa naj tudi Saša Štajner, ki je osvojila zlato priznanje na državnem tekmovanju Prleška gibanica 2022. Jam, jam. Pridružita pa naj se mentorici Nina Žuman in Mateja Godec.
Še slavnostna fotografija z nasmeškom, seveda. Hvala lepa in čestitke. Prehajamo pa na kategorijo umetnost. Prosim, da na prizorišče pride Lina Horvat, ki je osvojila zmago na festivalu Student Cuts v kategoriji eksperimentalni film s filmom Zakaj. Katjuša Peterka za doseženo glavno nagrado in zlato priznanje na festivalu Videomanija za film Ljubezen. Larisa Feher-Varga, ki je osvojila priznanje za vidnejšo posameznico na festivalu uprizoritvene akcije 2022. In Benjamin Kerčmar za doseženo srebrno priznanje na festivalu Videomanija za film En passant. Prosim, da se nam pridružijo tudi mentori Ludvik Rogan, Vit Hajnšek, Gorazd Žilavec in Sandi Jesenik. Čas je za fotografijo. Naj bo filmska. Iskrene čestitke, mi pa prehajamo na kategorijo šport. Prosim, naj pride Nika Bedič, ki je osvojila 3. mesto na državnem tekmovanju v badmintonu posamično. In Nuša Senčar, ki je osvojila 3. mesto na državnem tekmovanju v badmintonu posamično. Prosim pa tudi, da se nam pridruži mentorica Svetlana Kos. In fotografija. Hvala lepa, iskrene čestitke. Mi pa že kličemo na oder tiste, ki so dosegli odličen uspeh v vseh 4 letih šolanja. Začenjamo s 4. razredom, katerega razredničarka je Martina Vogrinac. In sicer naj se nam pridruži ta Kjara Nidorfer in Tjaša Štuhec. Že prihajata. Prosim še razredničarko, da pride na oder. In seveda ne pozabite na fotografiranje. Kar stopite v sredino odra. In odlični nasmešek. Čestitke. Na vrsti pa je 4B razred. Najprej prosim razredničarko Klavdijo Tivedar, da pride na oder. Tukaj pa naj se nam pridružijo tudi Jan Dlouhi, Nina Kolar, Tamara Kolerič, Ajda Kuhar in Eva Zidar. Kar postavite se v vrsto za fotografiranje. Seveda z razredničarko. Četrti B. In čas je za 4C razred. Prosim razrednika Danila Obala, da se nam pridruži na prizorišču in naj prideta Andromeda Gabor,
in Pija Zupančič. Še fotografija, žal so nekateri nagrajenci nocoj zadržani, tudi to je življenje. In še nasmešek. Četrti C. Na vrsti je četrti U razred. Prosim razrednika Jerneja Jaklja in naj pridejo Amanda Kavčič-Rajš, Ana Nemec in Zarja Škapir. Seveda še fotografiranje. Razrednik magister Jernej Jakelj v svoji pozi in četrti U. Na vrsti pa je četrti V razred. Prosim razredničarko Simono Pihlar, da se nam pridruži na odru. Hkrati pa vabim tudi, da pride Špela Hanžel in Romina Kotnik-Rajh. Še fotografiranje. Dame in gospodje, četrti V. Začneš pod podaritev priznanja. Priznanja si pa zaslužijo seveda tudi naši profesorji, ki se požrtvovalno trudijo, da bi iz nas, dijakov, izvabili najboljše in nas naučili največ, kar se da. Množica nagrajencev na odru je bila dokaz, da je za dijake dobro poskrbljeno tudi v zakulisju. Nažalost, priznam profesorjem, mentorjem danes ne podeljujemo. A hvaležnost za njihov trud ter delo lahko izkažemo z enim iskrenim hvala in seveda z ogromnim aplavzom.
Letos je že 11. generacija dijakov na GFML upravljala izpit za pridobitev nemške jezikovne diplome druge stopnje. Dijaki s to diplomo na nivoju od B2 pa vse do C1 izkazujejo resnično visoko stopnjo znanja nemščine, certifikat, ki ga pridobijo, pa je trajen in jim odpira vrata na večino nemških univerz, vsekakor pa je odlična referenca pri iskanju zaposlitve. Dr. Filip Reisner je programski učitelj za nemščino in poučuje na drugi gimnaziji v Mariboru. Gospod Reisner neutrudno bdi nad koordinacijo in izvedbo izpitov. Danes je z nami, zato ga vljudno vabim, da se nam pridruži na odru in da skupaj s profesorico Gito Fras podelita diplome DSD. Zgodila sem se. Schulleitung, sehr geehrte Damen und Herren, Eltern, Kollegen und Schüler. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und danke für die Einladung. Ich komme immer besonders gerne nach Ljutomer und möchte mich ganz besonders für die wirklich herzliche und ausgezeichnete Unterstützung durch die Kollegen und auch durch unseren Kulturweitfreiwilligen Louis Kirchner bedanken. Die wunderbare Zusammenarbeit habe ich sehr genossen. Ich gratuliere allen für die überwältigenden Leistungen, die man hier bewundern durfte und natürlich besonders den DSD-Diplomanten. Ihr habt gezeigt, dass ihr unter sehr schwierigen Bedingungen, vor allen Dingen im Fremdsprachenunterricht, großes Durchhaltevermögen und Ausdauer und Anpassungsfähigkeit besitzt. Und ich glaube, das sind Fähigkeiten, die euch noch sehr weit bringen werden. Ich gratuliere euch ganz herzlich und freue mich nun, die Diplome gemeinsam verleihen zu dürfen. Prosim, da se nam pridružijo naslednji prejemniki nemške jezikovne diplome na ravni C1. Karin Kozar-Ficko. Neli Nerat. Lara Borovič. Tjaša Štuhec. Robertina Djačkaj. Chiara Nidorfer. In Nana Horvat. Sledi še skupinsko fotografiranje, v nemščini seveda. In spoštovana publika, mislite si, kar si hočete, ampak Deutsch macht Spaß. Iskrene čestitke. Pri učenju nemščine, bodi si za DSD diplomo, bodi si za lepo oceno pri pouku, so GFML šulerji seveda imeli pomoč svojih profesorjev in neutrudnih mentorjev, letos pa tudi izjemno priložnost, da svoj Deutsch izpilijo s pomočjo vrstnika iz Deutschland, ki se je odločil, da bo eno leto kot Freiwilliger preživel z dijaki ljutomerske gimnazije. Luisa Kirchnerja je tako usoda pripeljala v osrčje Prlekije. Z nami je preživel nepozabno šolsko leto. Sodeloval je s profesorji, odlično dopolnjeval pouk nemščine, s svojo kreativnostjo pa pomagal pri gledališki uprizoritvi Meduze in Sizifa, ki so jo pripravili dijaki v okviru ITS-a. Brez njega pa vsekakor ne bi bilo GFML musicala Riders on the Storm. Dragi Luis, iskrena, srčna, najlepša hvala.
Dankeschön. Wow. Ne vem, zakaj lahko rečem. Hvala lepa, hvala vam, hvala GFML. To je tak leto na vašem šoli mi bilo ful všeč in ja, resno je bilo zelo dobro in hvala, ste super šole, resno, velike talente, velike liebe, nette Leute in to je bilo zelo dobro. Bitte, bitte. Tudi najlepša hvala na moje odlična mentorica Martina Vogrinec. Hvala tebi in tudi celemu kabinet nemščine. In ja, hvala vam, poznam zdaj dve nove tujih jeziki, slovenščino pa prleščino. Hvala lepa, super je bilo v Lotmerke. Ja, tako pač je. Čeprav je zmeraj težko, ko se poslavljamo, je to hkrati izjemna priložnost, da se spomnimo, koliko dobrega in lepega je v skupnih trenutkih. Da se spomnimo vseh naših skupnih pogovorov in dejanj. V tem šolskem letu se namreč od GFML poslavljata naši dragi Tončka in Marija. Gospod ravnatelj, izvolite. Draga Tončka, pridi prosim na prizorišče. Obenem pa moram gospo Marijo opravičiti iz res razumljivih razlogov. Obe dve sta pravzaprav celo svoje delovno dobo preživeli na naši šoli in težko se je ločiti od teh. Ampak s časoma pride tudi, tako kot bo meni naslednje leto prešlo tista leta, tako je tudi njima nekako prešlo to, da sta se odločili, da greste v tretje življenjsko obdobje, ker upam, da nekako zdaj sta se že našli. Tako, če torej potegnemo črto pod šolskim letom 2021-2022, ugotovimo, da smo vsi GFML-jevci bili kot vsa leta doslej aktivni, uspešni, neutrudni, kreativni. Vzorno pridni, ustvarjalno tekmovalni in moralno požrtvovalni. Skratka takšni, kot se za dijake spodobi. Celo leto smo se ne samo pridno učili, ampak tudi tekmovali, raziskovali in se dokazovali na številnih področjih, saj se zavedamo, da šola ni le pouk in učenje. A le eden je lahko prvi in najboljši. Sedaj na oder vljudno vabiva profesorja Franca Čuša,
da razglasi še najrazred v letošnjem šolskem letu. Počakaj. Hvala lepa voditeljema za današnjo vodenje in za besedo. Na dijaški skupnosti ste se dogovorili, da bomo v tem šolskem letu oziroma boste tekmovali v naslednjih kategorijah. In sicer doseženi učni uspeh, družabne igre na kulturnem maratonu, dosežki na športnem dnevu, dosežki na najrazličnejših tekmovanjih iz znanj ter glasovanje učitelja. In tretje mesto je dosegel 3. C razred. Drugo mesto, 2. C razred. In prvo mesto je obranil 3. B razred. Prosim, če pridete sem kaj v ospredje na oder skupaj z razredničarko, da vsi zbrani vidijo, kdo ste dijaki 3. B oddelka, drugo leto zapored, najrazred. Čestitke in lepe počitnice. Vsem vam čestitava za uspešen zaključek leta. Ne pozabite, da vas po prireditvi v šoli čakajo razredniki spričevali. Starši in gostje pa ste vljudno vabljeni na manjšo pogostitev v preddverju. In potem? Potem pa s polnim gasom v noro lepe počitnice. Nasvidenje v septembru. Poletje, voda hladi, senca zavetje in eden tistih dni. Čisto brez skrbi, tjarari, ko življenje zakrije zobe, pridejo iskre in dobri ljudje. Vroče poletje, prijetno diši, glasba in petje, nekaj na eks in razodetje. Kako nam je lepo, in ko življenje zakrije zobe, pridejo iskre in dobri ljudje. Nekaj si je v nas ljudeh, ne ugibajmo zakaj. Gledal sem le
si brez skrbi. Tjarari. In ko življenje zakrije zobe, pridejo iskre in dobri ljudje. Nekaj si je v nas ljudeh, ne ugibajmo zakaj. Gledal sem lepo je, tudi goli smo vmes, a nikogar ne izdaj, da igri le na nekaj si je iz teles, ne ugibajmo zakaj. Gledal sem lepo je, tudi goli smo vmes, a nikogar ne izdaj, da igri le na nekaj si je v nas ljudeh, ne ugibajmo zakaj. Gledal sem lepo je, tudi goli smo vmes, a nikogar ne izdaj, da igri le na bolje. Nekaj si je iz teles, ne ugibajmo zakaj. Gledal se lepo je, tudi goli smo vmes, a nikogar ne izdaj, da igri le na bolje. Pozdravljeni še enkrat vsi izbrani. Dame in gospodje, zdaj bi pa predstavila še naš band Vitja, Dino, Otagor. Pa ko končamo teden s takšnimi bole močnimi. Torej, Gesa Nika na vokale, Dino na električne kitare, isto tako Gaj na električne kitare in pa Vitja na bobnaj. In pa začnemo. Se bi dal za to moje fucking mesto, vse bi dal, da ne bi dal noben na cesto, vse prodal, pa mislim čisto resno, vse bi dal, da nas pijemo, da nas vsega upijemo. Da se nekaj spremeni, vse bi dal, zato to moje fucking mesto, vse
pa si skupaj. Ajde še glasneje. Še enog, ajde. Če vas je najpreveč vroče, bi vužgali še ena toplica? Samo malo, ko si Vitja naštela baska, se je nekaj se je. Ne, toplicka se je bas pedal potreba. Čujem, kdo si poznate. En, dva, in ena, tri, štiri. Ali slušaj, nisem kaj preveč sekiral, kaj bo jutri ali pa dan potem. Šola šla je toliko vredi, naj pa tudi ni drugi problem. Našel sem si sodijske gorilje. Spoznam poletne dni. Bil sem baremajster na bazeni, čuvonico, da se ne topi. Pojdi z menoj v toplice, še glasnej, bova lepa, bova ti. Jaz bom tobom močne roke, ti pa malo manj šori. En aplauz za moj sošolce! Prišla si za svojo staro mamo, revma jo je trgala kosti, sanja si se hotla z njo namakati. Zdaj ko ljubezen v toplicah, stara ko bi škripala cemol, rekla si mi, da me imaš ful rada, in jaz pa tebi jademo še par. Pojdi z menoj v toplice, bova lepa, bova. Močne roke, ti pa malo manj šori. Ajde, Dino! Kje so roke? Ajde, ajde! Teden ni dopusta, hitro mine, socialna pa se več ne da. Prej, ko bi se vtegnila navezat, si pospravila kupre in si šla. Še smerom svojim v bazeni, čakam, da poletje gre v jesen. Časi se nasmežem, ko iz terase, vse da čuješ najdveni refren. Pojdi z menoj v toplice, bova lepa, bova ti.
ste k nas, ajde idemo! Pojdi z menoj v toplice, zdaj pa vi! Še glasneje! Jaz bom dobil močne roke. Ti pa? Še glasnej! Pojdi z menoj v toplice. Jaz bom dobil močne roke. Zajka vas čuje? Eva, 3, 4. Pojdi z menoj v toplice. Bova lepa, bova fit. Eva, 3, 4. Jaz bom dobil močne roke. Ti pa malo manj šori. Žejno, žejno. Pojdi z menoj v toplice. Bova lepa, bova fit. Jaz bom dobil močne roke. Ti pa malo in še zadnje. Pojdi z menoj v toplice. Bova lepa, bova fit. Jaz bom dobil močne roke. Ti pa malo, ajde Vitja požuri! Pojdi z menoj v toplice. Bova lepa, bova fit. Komu dobo? Močne roke. Ti pa malo manj šori. Zdaj pa lahko idete domov.